Ajde klapa. Igralce imamo. Hvala, Egon. N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. To je še en N1 podcast. In prav lep pozdrav Katarina Stegnar, igralka, performerka, umetnica. Živijo, zdravo. Hvala, da ste prišli. Z veseljem. In Vito Weiss, igralec, plesalec, umetnik. Živijo. Živijo, hvala za vabilo. Hvala, da ste prišli. Najprej eno vprašanje za ogrevanje, tako bolj ljudsko, kot sem rekla. Kako izgleda vaš igralski vsakdan, oziroma kaj si morda gledalci in poslušalci napačno predstavljajo? Katarina. Ja, jaz sem ravnokar nehala snemati film Redemption v režiji Sonje Prosenc in mislim, da je nepredstavljivo, če tega ne doživiš, kako je biti 12 ur na setu, v Melarju v Trstu recimo na 40 vozlih, kjer te v kadru premika, kako se preoblačaš v kombijih, ješ na cesti in je vse v redu s tem. To je film, ki v bistvu ga igrate, sta protagonista z Markom Mandićem, tako kot Trigradu, ne? In tudi ona je v bistvu... To je ona režirala, ja. Ista trojica. Tako. Okay. Vito, kaj so največje zablode nas laikov? Mislim, nič dramatičnega ni pri našem vsakdanu, no, razen teh vaj ali pa snemanj ali pa predstav večernih. Mislim, živimo tako kot vsi ostali ljudje pač, ne. Mislim, imaš svoje jutranje opravke, otroke treba v šolo spraviti, iti na tržnico, v trgovino, skuhati, če je ta čas seveda, no. Ampak tako da v tem smislu nič posebnega, no. Mislim, smo ljudje, tako kot vsi drugi, no. Mogoče več večernega dela? To pa ja. Mislim, je pa urnik, no, en tak, bom rekel, nekaj, kar je posebnega, no. Mislim, da imamo te razdeljene urnike, dopoldanske vaje ali pa večerne vaje ali pa zvečer predstave, popoldan vmes kdaj še kaj na kaki radio skočiš ali pa... Ali pa N1. Ali pa N1, ja. Tako da ja, v tem smislu, no, je pač, je specifično, no. Mislim, da nimaš ustaljenih, no, v bistvu, bom rekel, urnikov in tega. Pa tudi te doleti, da imaš kak teden ali pa dva popolnoma frajno. Oba sta nagrajevana igralca. Katarina Stegnar, Via Negativa, Beton LTD, Gledališče Glej, Anton Podbevšek teater, SNG Drama, EPI Center, Wax Factory, Plesni teater Ljubljana, Maska in seveda Slovensko mladinsko gledališče. In Vito Weiss, kakšen seznam. In Vito Weiss, SNG Nova Gorica, APT Novo mesto, SNG Drama, MGL, Glej, Via Negativa, Beton Tanc, Maska in seveda mladinsko. Vaše vloge, projekti, na katere ste ponosni, pa tiste mogoče iz preteklosti ali pa od sedaj, mogoče na katere niste ponosni ali pa bi jih zdaj drugače speljali, mogoče zavrnili, kdaj razmišljate o tem? Kaj ti skrbi izpostavili iz teh sodelovanj, projektov? Ja, mislim, za mojo, kako se temu reče, postavitev, zdaj govorim o obdobju izpred 20 let, sta izjemno pomembna Matjaž Pograjc, Beton Tanc in kasneje Via Negativa z Bojanom Jablanovcem. Pač z obema režiserjama ali pa z obema skupinama, z obema kolektivoma sem sodelovala v bistvu skoraj celo svojo kariero z prekinitvami, z nekaterimi prekinitvami, ampak recimo zame je bilo bistveno v sodelovanju s Pograjcem so bile mednarodne koprodukcije, recimo z nizozemsko skupino Jung Hollandija, ker smo v bistvu takrat videli, da obstajajo sploh v Beneluxu igralski kolektivi in da obstajajo formati, v katerih igralci delajo sami. In je bilo to recimo zelo pomembno za moj kasnejši razvoj, ker smo potem ustanovili spin-off skupino Beton LTD. In v bistvu to videti je bilo zelo pomembno, sploh po teh nekih zelo mladih letih, recimo konstitutivnih letih, da sem veliko delala v tujini, kjer sem pač videla različne formate, različne principe delovanja in to me nekako odpiralo horizonte. Druga stvar je bila pa gotovo sodelovanje z Bojanom Jablanovcem in s to zelo, recimo, rigorozno, no, čeprav ni čista prava beseda, ampak zelo natančno metodologijo, ker sem v bistvu šla skozi eno avtošolanje, no, samo šolanje, ker v bistvu ti ponovno preverjaš kot mlad igralec, kot mlad ustvarjalec,
nove principe, oziroma principe, kako sploh funkcioniraš na odru, kaj prihaja čez, kakšna je tvoja bazična prezenca, kako povedati zgodbo. In še neka stvar je bila, ki je bila tukaj zelo pomembna, je bila, da smo v bistvu mi bili avtorji vseh zgodb in vseh prizorov. In se mi zdi, da takrat pred 20 leti, da se je začelo postavljati novo gledališče, prav v tem smislu, da so igralci avtorji svojih prizorov, čeprav so morda tudi prej bili, ne rečem, da prej pa gledališče je bilo samo bazirano na dramskih tekstih, sploh ne. Ampak takrat se je začelo pač to o tem govoriti in to izpostavljati, da v bistvu gre v takih kolektivnih delih za soavtorstva. In to je, se mi zdi precej pomembno za to, kako gledamo na gledališče. Zdaj, potem smo kasneje ustanovili svojo skupino, Branko Jordan, Primož Bezjak in jaz, ki je pač delovala 10 let. In zdaj po mojih izkušnjah nekako se mi zdi, da se take zelo intenzivni ustvarjalni odnosi, da se v nekako 10 letih spraznejo, potem pa rabiš neko pavzo in potem lahko še enkrat nadaljuješ. Zdaj, kar se tiče pa, kaj sem kdaj zavrnila, mislim, da nisem zavračala dosti stvari, ker so na srečo mi prihajale na pot same zelo dobre in zelo zanimive vloge. Kar pa sem zavračala, so bili pa typecastingi, v smislu tega, ko sem pred 10 oziroma pred 8 leti isto v filmu Sonja Prosenc odigrala mati samohranilko v filmu Drevo, sem potem dobila veliko ponudb v smislu, če bi igrala mati samohranilko. In to sem pač po vrsti zavračala. Tako da to je stvar, ki sem si jo potem izogibala, da ne bi postala slovenska mati samohranilka. Obraz. Tako da to. To je neka zavestna odločitev. Absolutno. Vito? Ja, mislim, jaz tudi moram reči, da me že na akademiji, se mi zdi, da je bilo ful pomembno, sta bila v bistvu moja mentora Rifle, Janez Hočevar, pa Tom Janežič, in v bistvu je bil on tudi kar eden ključnih ljudi, ki so mi že na akademiji, se mi zdi, eno videnje teatra zelo široko odprli, ker s čemer pač ti prideš seveda kot mulc na akademijo, pa si predstavljaš, kako bi naj to potekalo, pa kje se pol vidiš čez nekaj let, se je to takoj na glavo obrneno že tle. Pa v bistvu bilo ful pomembno zame tudi, da sem sem že prej kot srednješolc, sem že Katarino že kot srednješolc gledal, Beton tanc in tudi Via Negativo, in pol v bistvu na faksu, tudi je bilo, moram reči, da me je to dosti bolj intrigiralo kot sama institucija, kot taka. Mislim, seveda smo hodili vse gledati, absolutno, ampak to je bil nek drug draž. In pol takoj po akademiji sem tudi jaz začel z Via Negativo sodelovati, pa z Bojanom Jablanovcem, in to je bilo v bistvu tudi eden ključnih momentov neke osvoboditve, oziroma tega, kako gledaš na sam proces nastajanja, na v bistvu kako gledaš tudi na celoto kot tako, da nisi ti potem samo zgolj nekdo v funkciji, ampak si zares v bistvu avtor, oziroma je neka tvoja misel, se lahko spostavi skozi to. Tako da to je bilo ful pomembno, se mi zdi, tudi pol za nadaljne delo, in potem sem imel tudi, srečo še, da sem lahko pri ta zadnji predstavi Beton tanca tudi sodeloval. In potem pa se mi zdi, da pride eno obdobje, ko mogoče z nekom več sodeluješ ali pa manj, in tudi se mi zdi, da se zgodijo neke stvari v nekem gledališkem, igralskem razvoju, pač če tako rečemo temu. Tako da potem je bila tudi ena ta odločitev, da sva z Urošem Kavrinom v bistvu začela delati na herojih, se tudi Katarina je del tega kot dramaturginja. Pridemo še k temu, ja. Ja, in recimo zadnja leta tudi mi je zelo pomembno recimo sodelovanje z Žigo Divjakom, pač zdaj v bistvu že 5 let zaporedoma, praktično vsako leto eno predstavo sva skupaj naredila. Tako da tu se mi zdi, da pride eno obdobje, in seveda tudi sem imel eno obdobje še predtem z Matjažem Pograjcem. To smo v Novem mestu, v Elektrarni, tudi v Mladincu smo delali, in se mi zdi, da tudi tle je bilo vsakeč znova, se mi zdi, da ko prije eno tako obdobje, se ti zgodi in neka rast, hkrati v bistvu pa tudi se mi zdi, da ko z nekom dolgo in intenzivno sodeluješ, tudi prideš do točke, ko mogoče je pač včasih moraš malo iti narazen, zato da potem lahko znova ali prideš skupaj ali pa pač greš svojo pot, mislim, odvisno. Katarina Stegner vas je označila, zadnjič mi je napisala, da ste prisunljiv umetnik. Kako bi vi označili Katarino Stegner?
Zdaj pa pazi. Zakaj mi tega nisi prej povedal? Nisi me vprašal, lahko pa rečeš presunljiva umetnica. Absolutno, presunljiva umetnica, ja. Ne, mislim tako, jaz bom pač Katarino kar za eno od svojih vzornic označil. Mislim tako, v smislu, kar sva delala, ker sva precej v bistvu že naredila skupaj, pa še bova, sigurno. Mislim, tako bom rekel, da redko spoznaš take igralke in igralce seveda, kot je Katarina, ki ima, bom rekel, en tak širok v bistvu uvid v gledališko dogajanje oziroma v umetnost kot tako. No. Mislim, takega razpona nima veliko ljudi. No. Jaz sem se spomnila, da mislim, da pa prvič videla kot igralko oziroma performerko, po mojem je bilo tam nekje leta 2000 v Moderni galeriji, sta z Bezjakom imela nek plesni performance, mislim, da je bil. Bi šlo po letnicah? Dolgo nazaj. Ne, res ne vem. Ne? Plesni performance z Bezjakom. Ne? Ne. Mogoče pa nisem bila jaz. Bom pri-researchala. Okay. Biti, če se vrnemo pa zdaj v leto 2022, biti igralec in igralka v Sloveniji. Kaj je dobro, kaj je slabo? Oziroma oba imata to izkušnjo biti na neodvisni sceni, biti na svobodi, tako imenovani svobodi, in biti zaposleni. V bistvu, kaj je tisto, kar vidita pri igralskem poklicu, pri igralcih? Plusi, minusi, kaj bi bilo treba spremeniti? Mislim, gotovo zdaj sem ti malo skočila. Ne, sploh ne. Mislim, za preživeti recimo v času korone je bilo, smo bili absolutno privilegirani kot zaposleni, pač kot dejansko javni službenci v primerjavi z našimi kolegi, ki pač počnejo isti poklic, samo so svobodnjaki, sicer so zaposleni tako rekoč na Ministrstvu za kulturo, tisti pač, ki jim plačujejo prispevke. Se pa zgodil nek premik, to je pač moj občutek, da je bilo v koroni, se je začel nekako premišljati, kaj zdaj sploh teater je, koliko proizvajati, koliko delati hiperprodukcije, kako dobiti publiko, kako dobiti nazaj publiko. Kar je zelo pozitivno, je to, da publika ni zginila, ne? Da v bistvu si ljudje želijo tega živega dogodka, kar je tudi pač v teatru imanentno in je tudi ta draž tega, da ti vidiš živega človeka na odru. Ampak v koroni se mi zdi, da so bili ljudje, pa mogoče ne ljudje, mogoče vodstva, veliko bolj fleksibilno v tem smislu, pač nekdo zboli, ga ni, dajmo nadomestiti, da je bila ta stvar veliko mehkejša. In jaz sem si predstavljala, da bo ta način ostal, ne? Da bo ta nek mehkejši pristop ostal, ampak zaradi zahtev nekih pač birokratskih ali pa pač nekih tudi delanja kljukic, če sem čisto iskrena, je pa zdaj se ta stroj blazno pognal in blazno proizvaja in blazno dela in v bistvu je začel nas še bolj drobiti in še bolj stiskati kot prej. No. Tak je moj občutek. No. Tako da ta nek premik se je zgodil. No. Mislim, jaz bi se kar strinjal s tem, kar je Katarina rekla. V bistvu je bilo, hecno bilo, no? Mislim, se mi zdi, ker je točno to. Ja, se je v nekem momentu zgodilo, da, dobro, seveda, vsi smo se ustavili, vse to, pol naenkrat se je spet odprlo in se mi zdi, da je bilo zanimiva, zanimiva, neprijetna, no? Ena ta hektika, histerija, ki se je tudi v nekem momentu zgodila, ker je bilo tako, da je treba zdaj zagrabiti ta moment, zdaj imamo to možnost, zdaj dajmo vse, kar lahko ponudimo in je bilo blazno to utrujajoče v bistvu. Dosti bolj kot prej, pa smo bili, ne vem, pa si predtem bil 10 let, recimo jaz, ti še več, v enem pogonu konstantnem, neprekinjenem pogonu in pol vidiš v bistvu, kaj je bilo, ali je bilo prej bolj narobe to, ali je to zdaj bolj narobe, mislim, da kar smo v bistvu prej zdržali, zdaj pa je pač kar naenkrat to postalo dosti bolj obremenjujoče, no, se mi zdi, v tem smislu. Zdaj, kako bi zdaj jaz pogledal na neko pozicijo igralcev v Sloveniji leta 2020? Ne, meni se zdi, da se vzpostavlja, no, se mi zdi nekaj nazaj, oziroma ne nazaj, no, pač mi zdi, da se nekaj se zdaj spet ponovno vzpostavlja, ki seveda ne more biti isto, kar je bilo prej, ker se mi zdi, da smo vsi v enem takem hecnem posttraumatskem
obdobju. In smo tako, malo kar se mi zdi, da se kar zgodijo neke momente, ko kar malo odplavaš, ko kar malo... Mislim, ampak to se mi zdi, da se je zgodilo ravno zaradi tega momenta, kar si ti tudi rekla, ne, v bistvu, da smo ugotovili, da se ni tako usodno, ne, v bistvu pa se predstava lahko tudi odpade. Mislim, tudi zbolim lahko, mislim, imam to pravico, ker v bistvu, tako, če pomislim, kaj smo prej vse počeli, da smo mogoče zdaj malo bolj previdni, no, glede tega, ne vedno, seveda ne, zato ker nikoli nočeš seveda, da bi predstava odpadla, vedno hočeš iti na to snemanje ali pa karkoli imaš speljati in in smo bili pač navajeni tudi z 38-39 vročine, se načokati z lekadolje pa iti oddelati svojo stvar. Ne. Vzeti si v bistvu pravico, da si bolan, ne? Zato je, ker ta stroj te v bistvu to sil, da si vedno 100% pripravljen, vedno si tam, ne? In to, pač reči v bistvu ne morem. No? Malo pa to povezano tudi z našo nečimrnostjo. Ne, absolutno, pa se ti si sam želiš, ne? Ampak tle pa smo spet zaposleni v privilegirani poziciji, medtem ko si svobodnjaki tega pač ne morejo privoščiti, ne? Ker je vsaka stvar, ki jo pač oddelaš, plačana. Ne? Mislim pač, moraš biti fizično prisoten, da dobiš to plačano. Tako da tle je še vedno veliko nesorazmerje, kar je zelo hecno v istem poklicu, z istimi obremenitvami. To je kar hecna diskrepanca. Ampak jaz imam občutek, da se bo zdaj počasi začel to odpirati in da se bo mogoče tudi ta nek svet igral tega zaposlenega ansambla, da se bo mogoče tudi to malo razprl, pa se začel premišljati, kako se bo recimo v prihodnosti teater strukturiral in organiziral, da bi bil lahko hkrati po eni strani morajo biti ljudje kot umetniki ali pa kot državljani ali pa kot uslužbenci zaščiteni, ampak vseeno, da je to dovolj razprto, da postaja še vedno nek pretok informacij, ne, oziroma nek pretok umetniškega kreda. No. Ko ste vi dobili pred leti Prešernovo nagrado, gospa Stegnar, je bilo med drugim zapisano, da vas ne zanima zgolj ponavljanje uveljavljenih vzorcev, temveč da vas privlači zlasti premikanje meja, raziskovanje neznanega, eksperimentiranje, torej širjenje prostora odrskega ustvarjanja in območja spoznavnega. Ko ste vi letos dobili nagrado Duše Počkaj, ki jih podeljuje Združenje dramskih umetnikov za izjemne igralske stvaritve, je bila na neki točki zelo podobna obrazložitev. Tudi pri vas so zapisali, da razmišljate, raziskujete in delujete, na koncu tudi prepričljivo zastopate stališče. Skratka, to raziskovanje. Kaj vidva torej najraje raziskujete pri svojem delu? Ker to je bilo izpostavljeno pri obeh. Mislim, zdaj kaj je to? Malo je to vedno odvisno se mi zdi od projekta do projekta. No? Seveda, pač, kjera tema se odpre, kam se podamo z določeno pač, ali predstavo ali s projektom, ki ga v tistem trenutku delamo. Ampak predvsem meni se zdi pomembno to. No? Vse mogoče se tle malo pozna, da smo iz nekega podobnega gnezda, no, ali kaj, ali pa da smo v nekih istih interesih delovala s Katarino. To pač, da ni, mislim, da stvari niso samoumevne, no, se mi zdi to, ali pa da ni neke te, bom rekel, da ne pristajaš na neke pavšalnosti, no, ali pa to se mi zdi ključno, no. Če lahko to pač rečemo temu potem raziskovanje, seveda, zato da pač imaš ti tudi eno, bom rekel, znotraj enega kreativnega procesa, ne glede na to, ali si potem pač ti, si kot izvajalec, igralec, performer na odru in je od zunaj nekdo, ki seveda to vodi, ampak meni se zdi ključna ta vključitev cele ekipe, no, v bistvu v neko raziskavo, oziroma kam lahko mi stvar pripeljemo skupaj dlje, ne. Zato, ker če pač vsak zase za svojo neko funkcijo poskrbi, pol v bistvu nekdo ti pove, kaj imaš za delati, ti pa pač to izvedeš in zdaj seveda to boljše, slabše, to kakorkoli, no, pač se potem to zgodi, ampak tu se mi zdi pomembno, no, da je, da ne pristajaš, no, se mi zdi na neke, bom rekel, ali neke enostavne rešitve, ali pa na neke kompromise, ali pa to, da se mi zdi, da vedno probamo iti do meje neke, dokot se pač da stvar potisniti, no, to je pomembno. Dokot se da potisniti? Zelo daleč. Ne, meni se zdi, da je predvsem pomembno, da smo,
da lahko v bistvu, mislim, kar je meni fascinantno, je to, da je gledališče neka izjemno konzervativna struktura, ampak si želim, da ne v načinu ustvarjanja, ampak v načinu gledanja. Mi smo zelo dobro naučeni konvencije, kako se stvari gleda in tudi v bistvu nekih znakov, kaj pomen. In zdaj, da ti to prekršiš, moraš imeti zelo dober razlog in zelo dober moraš to potem tudi narediti, da je stvar jasna. In tukaj je zame neko zelo zanimivo polje, kako v bistvu se igrati s konvencijo, da lahko to pomaga tvoji vsebini. In meni se zdi bistveno pri ustvarjanju, da si lahko toliko odprt in toliko svoboden, da najprej seveda moraš poiskati vsebino, ki tebe nagovarja in ki ti misliš, da bo tudi druge ljudi nagovorila. Mislim, da je to najtežje, da z vsebinami je najtežje. Potem moraš pa najti tudi ta pravi izraz za to, ker seveda nekatere vsebine, nekatere izraze, kako se temu reče, tišajo ali pa jih zmanjšujejo, nekateri formati jih pa nekako porivajo naprej. In v bistvu biti dovolj pogumen, da najdeš format, ki ti ustreza, ki mogoče ni konvencionalen, da si vseeno še upaš iti za tem formatom. In tukaj se odpira neko polje svobode, seveda tudi polje velikega strahu, ampak se mi zdi, da je to bistveno, da lahko, da se da misliti umetnost tudi izven čistih gabaritov, da se da misliti veliko bolj umazano, če je to ta prava beseda. Kar seveda za sabo potegne veliko enih posledic, ampak mislim, da je to bistveno, no? Da se da širiti polje, da se da izraze menjati, da se da prizorišča menjati, da se da eksperimentirati, da je to nekako bistveno. Vi ste bili med drugim tudi Barbara Brezigar v Republiki Sloveniji, v tej dokudrami. Kakšen je vaš spomin na to vlogo? Moj spomin na to vlogo, to je bil v tretjem delu sem bila Barbara Brezigar, v prvem delu sta bila Damjana in Brane Praznik, ki razlaga to zgodbo o orožarski aferi slovenski, pač leta 90-91. V drugi deli sem bila pa Wikipedija, tako da ta tretja Barbara Brezigar... Nam je pa vsem ostalo. Jaz sem pač govorila to sodbo, na koncu, ki je našega bivšega ministrskega predsednika oprostila. In moram reči, da je to bilo pač nekaj izjemno lepega in tudi cela ta scena, no, kako se v bistvu vozimo s tem avtomobilom, tam gor pa dol v onom parkirišču, kako pojemo, nek tak v bistvu tak ekspoze tega veselja, no. Tako da, ampak zdaj pa, da bi to bila zdaj, da bi se zdaj specifično spomnila, da je bilo to nekaj tacga, kar me je zaznamovalo pa. Ne. Kaj pa vas vloga v gejmu? Obstaja ta ikonična fotografija iz predstave, kjer vi ste v spodnjih hlačah, slečeni v bistvu do golega telesa, z razprtimi rokami. Gejm je pač za tiste, ki ne vejo, igra, ki jo igrajo, oziroma ne igrajo, jo morajo igrati. Begunci, ki hočejo do Evropske unije in je v bistvu ta poskus, kako priti do Evropske unije in dobro se zavedajo tam na pragu, na mejah Evrope, torej v Bosni, da jih ta gejm lahko stane življenja in se vedno znova vračajo, poskušajo. Ko smo imeli pogovor z Žigo Divjakom pred, mislim, da letom pa pol, je on o tej predstavi za rubriko Poglobljeno rekel, da predstava, vprašala ga je novinarka Lea Udovč, gre za dokumentarno predstavo, a je v njej čisto vse po resničnih dogodkih. In je Divjak odgovoril, predstava temelji na poročilih nevladnih organizacij, ki so v Veliki Kladuši in Bihaću intervjuvali ljudi, ki so v Sloveniji poskušali zaprositi za azil, je bila njihova prošnja preslišana. Pri ustvarjanju predstave ni bilo potrebe po gledališkem pretiravanju in potencirano dramatičnosti, saj so dogodki že sami po sebi dovolj dramatični in grozljivi. Skratka, resnični dogodki, resnični ljudje. A je v tem trenutku ali v tej predstavi pač šla umetnost dlje od tega, kar so naredili novinarji in nevladne organizacije. Mnogi novinarji so na to opozarjali, kolega Uroš Kerl z Dnevnika, recimo še posebej, nevladne organizacije so pisale, to se je vse vedlo, pač javnost je vedela, ampak se ni zganila. A je umetnost le sposobna iti v bistvu dlje, narediti korak dlje kot recimo novinarstvo? Ja, mislim, do neke točke je sigurno, ampak
bom rekel, da seveda nima gledališče tega dosega, bom rekel, dometa, koliko ljudi lahko to doseže, ampak se mi zdi, da pa kaj pa lahko ena predstava odpre, pokaže v bistvu, tu pa ja, mislim, da tu lahko, da tu je verjetno na tej točki je predstava Game prehitela, bom rekel, mogoče medije, v tem smislu, oziroma kdaj zares je v to medije prišlo ven. Ker v bistvu so imeli tudi Evropski parlament, imel ta poročila, mislim, da so prav Are You Serious ali kdo so, ne vem, ali pa ta poročila, so se na njihovih mizah v bistvu znašla. Ja, ampak ker odnos javnosti pa je bil, kršimo mednarodne konvencije, človekove pravice, ampak potem, ko pa človek zagleda nekega igralca, a to bolj zaznamuje po vajinem mnenju ali pa prizadane, ali pa, kako naj rečem, se dotakne, ko vidijo to odigrati igralca, kot pa ko berejo zapisano besedo novinarja o isti stvari, o resničnem človeku. Ima tle umetnost več potenciala kot pero novinarsko? Ne vem, tukaj jaz lahko odgovorim samo z povratno žogca. Obstaja predstava, ki je vas politično aktivirala ali pa spremenila? Obstaja članek, ki je vas politično spremenil ali pa aktiviral, ne? Ker mi se pač trudimo, vemo, kateri so naši naslovniki, ampak zame osebno je vedno vprašanje, a je to funkcija umetnosti? A je ta prav to, če je funkcija umetnosti, in gotovo, ko prideš v stik z umetnostjo, kar lahko ta umetnost te nauči, kar je zdaj zelo neumna beseda, ne? Ampak kar ti lahko da drugačen pogled in ti lahko da v bistvu neko možnost, da začneš na stvari gledati drugače. Kar je že zelo velik, ne? Nek premik v razmišljanju. Ne? Zdaj pa, če te pa ta umetnost lahko bolj ali manj, mogoče dobro, da nimamo teh vatlov, s katerimi to merimo, ne? Ampak zelo pomembno pa, da je. Ne, če pa zdaj pa rečemo, da bi bilo pa, da rajši ne, da dajmo pisati članke, kakor delati predstave o teh stvarih, se mi zdi pa, da je absolutno pomembno, da cela struktura, da cela obveščevalna struktura, če lahko temu tako rečem, da se začne ukvarjati s perečimi temami, ker potem to dviguje neko raven zavesti v družbi, dviguje neko temperaturo. Mislim, če ti na vsakem koraku slišiš za te stvari, to mora na te vplivati. Ne? Zdaj pa, če se usedeš v temo, pa gledaš neki 2 uri, pa da boš prišel ven, pa boš šel na barikado, ne vem. Ne, verjetno ne. Mislim pa tudi, moramo se zavedati, da večinoma pridejo ljudje, ki jih to tudi zanima. No. Prepričani že pridejo. Prepričani, ja, če lahko temu rečem. Mislim, da pač pridejo to pogledati zdaj. Mislim, da je Primož to Bezjak rekel, da bi moralo v bistvu to predstavo, da bi morali na policijski akademiji, mislim, ko se začnejo šolati, da bi morali za njih to igrati vsakič, ampak lahko, ja, pa vas niso že poklicali nikoga? Ne, mislim, da so dobili in vrh policije in državni zbor, vedno se vabila, tudi pošlje, pa ne vem, če se je kaj dosti zares so se ljudje odzvali. Ne, v bistvu bil, mislim, kar se tega pač gamea oziroma te poti, ki se tako imenuje, tiče, najbolj v bistvu bilo, se mi zdi, v medijih to odmevno, ko so prišli zares posnetki, ko se je v bistvu nemški novinar, bil, mislim, da se infiltriral in so te posnetki zares, to, kar v bistvu je v predstavi, ampak predstava je vseeno fikcija. Kakorkoli mi obračam, ne glede na to, da smo imeli dokumentarni material in da smo se tega tudi zelo, bomo rekli, previdno lotili, da v bistvu mi iz tega nismo hoteli delati zares nekega gledališča, tudi ni bilo tle nekega pristopa, zdaj pa ti imaš neko vlogo za narediti, ampak je bilo res v funkciji pripovedovanja zgodb, v bistvu smo postali glas pač teh ljudi, teh anonimnih zgodb, teh stotine zgodb. V predstavi jih je dobrih 20, mislim, da 24 ali 25. Tako da ko se zgodi en tak moment, ja, je nek odziv ampak zdaj v tem trenutku spet ne vemo, če zares kaj se dogaja, kako. Mislim, da verjetno se je to ustavilo oziroma so tudi verjetno bolj previdni, bolj humani, mogoče v postopkih, upam, da so, ampak ljudje so še vedno v Bosni in še vedno hodijo na to pot, še vedno se dogajajo nepravilnosti, kršenja človekovih pravic, pushback in tako naprej. Absolutno. Prišli smo, dobro ste navezali, gospa Stegnar, na to, kar smo mislili tudi danes govoriti o odnosu umetnost, družbena kritika, aktivizem. Do kje seže eno, kje se prepletajo mogoče umetnost, družbena kritika, aktivizem, ali je kje meja? Če je, kako vidite ta odnos vidva?
Ja, jaz mislim, da je isto je odvisno od naslovnika. Mislim, da je bilo zelo veliko aktivizma na ulicah zadnji 2 leti in da je bila umetnost neko orodje, kako podati sporočilo. Kako neko stvar poveš. Zdaj lahko jo poveš samo z besedami, lahko jo pa poveš z nekimi drugimi vizualnimi pripomočki, če lahko temu tako rečem. In recimo pred Ministrstvom za kulturo je bilo zelo veliko protestov, ki so bili izjemno lepi in izjemno strukturirani in v bistvu bi lahko temu rekel celo, da so bili art pisi, tako kot neki happeningi. Tako da zdaj pa... Vi ste tudi brali ustavo na Trgu Republike, takrat to so tudi ti ikonični prizori pod prejšnje vlade. Zakaj ste se recimo za to odločili? Zato, ker se mi to zdela v tistem momentu prava poteza, ker je bilo se vsi vemo, kakšna je bila situacija in to je bilo tako zelo benigno dejanje, da se je 100 ljudi, ali pa ne vem, koliko nas je bilo, da se je usedel na Trg Republike na en zelo lep junijski sončen dan, kjer prej ta Trg Republike ni bil zaprt, tik preden smo prišli, so ga zaprli in se potem postavil ta kordon policistov, robokopov, kar je bila, mislim, da moja najbolj, kako se mu reče, najbolj impresivna gledališka izkušnja, ker to je teater, ne. To, ko se postavijo oni v vrsto in začnejo te kape oziroma čelade gor dajati in rokavice in čakaš na povelje, da te bodo odstranili tako ali pa drugače, je to v bistvu po vseh pravilih gledališke logike. To je čisti teater, namenjen ustrahovanju, ne. In jaz moram reči, da mene je bilo zelo strahno. Takrat, ko ste čakali, da vas odnesejo? Ja, takrat, ko sem čakala, da me odnesejo, me je bilo zelo strah, zaradi tega, ker mislim, sej po vseh teh racionalnih parametrih ti rečeš, se mi ne bo noben nič naredil, ne? Ampak samo enkrat te udar, pa te lahko to spremeni zavedno, ne? In vprašanje, če si tak riziko pripravljen prevzeti, ne? Ampak ste ga? Ja, sem ga. Me je bilo pa ful strah. Je pa res, ne, da mislim, zdaj kako zdaj, seveda smo se potem s temi robokopi tudi pogovarjali, ne, ker jasno, ne, ker ti priješ 1 na 1, je to malo stvar drugačna, ne. Kaj so pa rekli? Ja, potem na koncu so rekli, zdaj, a greste sami, ali vas bomo vlekli, a lahko prosim ustanete, pa greste, ne, pa si ti misliš, ok, se on je tudi sam človek opravlja neko nalogo, ki izvaja funkcijo države, ne. Ne, zdaj kako zdaj to ločati, ne, to človeško od nečloveškega, ne bo bilo zelo dobro, ker Primož je pa še vedno, ko so ga že vlekli oziroma ko so ga spremali ven, je še vedno zelo na glas govoril ta člen, 39, ali ker je že, in mu je rekel ta kolega, ne, mu je rekel, se te dobro slišam, ne. Je pa res, ne, da potem, ko so se pa začele dogajati te stvari, ki prestopijo, že itak je bila prestopljena meja in pravic in dobrega okusa in vsega tega, ko pa se to začne porivati, ne, in so začeli ljudi vleči, zgubljati čevlje, biti nasilni, niso poklicali policije, niso poklicali rešilca, ker je bila ena situacija. Takrat je bilo pa zelo dobro, takrat sem pa videla, kakšno moč ima beseda, ker je stal ta kordon policistov in smo samo začeli piti, kaj bo pa tvoja žena rekla, ko prideš domov, a bi to isto naredil svoji mami. Takrat so se pa umaknili. Nadrejenih je umaknil. In tle se v bistvu vidi, da je beseda lahko tudi kamen, ne? Da se da z njo tudi kaj vršiti. Da je včasih najmočnejše, kar imamo. Ja. Vi ste takrat rekli, oziroma za Mladino ste potem pojasnili, da težko razumete, zakaj politika več tisoč ljudi, ki že tedne mirno protestirajo na ulicah, ne jemlje resno. Ignoranca je nevzdržna. Če si politik, ali ob tem ne pomisliš, da delaš nekaj močno narobe, da bi mogoče moral odstopiti. In še ena stvar je, Slovenci smo pripravljeni odpustiti. V naši politični krajini močno pogrešam, da bi enkrat nekdo rekel, zamočil sem. Napačno sem se odločil, naredili smo napako, potrudili se bomo, da jo ne bomo več ponovili. Mislim, da bi bili ljudje pripravljeni napako odpustiti, če bi nekdo nastopil na ta način, a naši politiki se ves čas pretvarjajo, da niso krivi za nič. A ste kdaj razmislili, kdaj bo treba spet iti? Kdaj razmišljate o tem, kdaj se vam bo zdelo, da ste spet potrebni na ulicah oziroma na kak način? Ja, mislim, da bo kmalu treba iti spet na ulico. Vprašanje je pa, če bo treba iti na ulico s kolesi, ne? Ker
zdajle zgleda, zdajle zgleda to zelo benigno, kot je v bistvu bilo v tem času. Mislim, mi smo šli na ulice s kolesi izražati svojo državljansko voljo in mišljenje in so nas preganjali, zato ker smo se vozili po ulicah s kolesi. Mislim, kakšna diskrepanca tukaj obstaja. Zdaj pa v neki odprti klimi, a ni malo smešno, da gremo zdaj na kolesa? Mislim, če gremo na kolesa spet samo, ne vem, je pa vprašanje, kako bo zdajšnja garnitura to vzela, A bo vzela to malo resnejše, malo neresnejše, kaj pomeni teh več tisoč ljudi, ne? Hočete reči, da če bojo ponovno protesti zaradi nepravilnosti recimo te vlade, ali se bo ta vlada bolj zamislila, če bojo ljudje, umetniki in tako naprej na ulicah? To pa bomo počakali, pa bomo videli. To se bo kaj zamislil. Kaj mislite vi? Ja, jaz mislim, da zagotovo bo ta vlada, bom rekel, bolj prefinjena, mogoče v odzivu oziroma v sprejemanju tega kot prejšnja, ker kot je Katarina rekla, da je v bistvu tudi stvar naslovnika, mislim. In kako je v bistvu se reagiralo na te proteste, pa tudi seveda to kolesa in vse to tudi se mi zdi je pač stvar trenutka, ki je bil takrat, to je nastalo in to je bila kreativna, v bistvu ena zelo lepa kreativna v bistvu rešitev oziroma iskanje enega pač kako pokazati odpor in se upreti in protestirati znotraj neke sive cone, kjer v bistvu, ki so jo pač oblastniki sami vzpostavili. Tako da jaz mislim isto, da zdaj bi to takrat se mi zdi vzniknilo, nastalo in se mi zdi, da je ta zgodba kot taka, torej kolesarjev, je mogoče zaključena, ampak sam duh pa ne, v bistvu mislim, da je to bolj pomembno. Duh kritičnosti, duh preizpraševanja oblasti. Mislim, da je to ostalo. Mislim, da je to ostalo tudi preko civilne družbe. Tu jaz mislim, da se tako kot se civilna družba Pravne mreže za demokracijo. Mislim, da je ta visoka prečka, čez katero mora zdaj politika stopati, jaz upam, da se bo še višala in da bo še večji pritisk, da bodo zahteve, mislim, da bodo obljube izpolnjene, da bodo zahteve izpolnjene. Da pač, mislim, oni so v naši službi dejansko, ne mi v njihovi. Vi ste večkrat, že recimo po nagrado Prešernovega sklada ste šli s Črno Avbo. Potem ste v preteklosti v znak upora proti dojemanju umetnikov kot zajedavcev državnega proračuna, kot se umetnike velikokrat vidi v naši družbi, delili Davidove zvezde z napisom Artist. Imeli ste to akcijo Hate Better, to so bili ti plakati, na katerih svetlopolta ženska in temne roke, ki so bile v bistvu zgolj prebarvane, bele roke v temno barvo. In je bilo nenavadno, ker se je najprej sprožil neko nerazumevanje, kjer se je najprej videlo v tem rasizem, na kar so v bistvu vsi govorili, da gre za protirasistično akcijo. Dejansko je šlo za plakatno akcijo, ki je bila del festivala performansa in je nastopala zoper sovražni govor, ampak vi ste zelo poudarili, da ne gre samo za protisovražnem govoru, ampak gre tudi za odnos patriarhata do ženskega telesa. Jaz sem gospodarica svojega užitka, ste takrat rekli. Kaj so pokazali ti plakati? Takole ste rekli, regulacija ženske seksualnosti leži v jedru vseh patriarhalnih politik, neodvisno od tega, ali se pogovarjamo o nošnji burk, prepovedi splava ali demonizaciji ženskega užitka. To se mora končati zdaj, ne pomeni ne bom dovolila, da bi moje telo izrabljali za kakršnokoli politično agendo. Kakšno povratno informacijo so vam ti plakati takrat dali? Ja, plakati so mi dali točno to povratno informacijo, da v bistvu medij lahko zelo manipulira in da ljudje zelo radi skočijo na ta prvi trigger, ki ga vidijo, in na ta način so bili tudi te plakati narejeni. Zato, ker je bilo tako, da na prvi pogled je izgledalo kot to nek zelo rasističen plakat. Če pa si dvakrat pogledal, si pa pač videl, da so te roke pobarvane in da gre za Če si pa malo bolj pogledal, si pa videl, se mi zdi, da gre za apropriacijo naslovnice demokracije. Se mi zdi, da je tukaj pač, da je šlo prav za neko manipulacijo, kjer je treba stvari
pogledati v večjih plasteh, da bi dojel ali njihov rasizem ali njihovo mizoginijo, ne? Ker naslov tega je bil tudi hate better, ne? Se pravi, poskusimo sovražiti bolje. To se pravi, če sovražaš, potem dej sovraž iz ne vem iz česa, iz nekega globjega razloga, ne pa v bistvu z neke prve reakcije. In ta plakat je v bistvu povzročil zelo veliko teh prvih reakcij, potem pa je postal viralen in je povzročil Tako je, šel je po Evropi, ne? Šel je po Evropi, zaradi tega, ker so se škandalizirali turisti, ki so pač to videli, da kaj si te prvoščimo in kaj si tukaj gremo. In je potem šel in v bistvu so se desničarji, ne vem, iz Velike Britanije so se vsajali, da kaj se gremo in kdo je ta baba in kaj ona misli, da je in tako. Bilo je pa zelo hecen, ker je ta diskurs je šel celo v Združene države, ampak je bilo zelo pol. Pol ljudi je hitro razumelo, zakaj gre in da v bistvu gre za protirasističen plakat, pol ljudi se je pa pač škandalizira, pa je bilo tudi veliko teh opask. Joj, boga igralka, ki so jo prisilili v to, ne. Itak, ker se nisem sama odločila. Ne, itak se nisem sama spomnila, itak se nisem sama odločila. Meni je bilo pa bistveno, da sem na tem plakatu jaz, da je to v bistvu moja rit na tem plakatu in se mi zdelo tako zelo se mi zdelo neumen, da lahko pač ena gola rit sprovocira toliko ljudino. Pri tem, ko smo napadeni s pornografijo, da je ta isti plakat samo pač v tangicah bo, ne vem, za kremo za sončenje, pa bo okej, medtem, ko tako pa ne. Sicer je ta stvar imela še več drugih problemov, drugih kotov, kako se da na to gledati, ne. In sicer v bistvu, ker je bil to poseg v javni prostor, ker kot ste rekli, to del festivala performansa, jaz sem si kot performance vedno predstavljala nekaj, kar poseže v javni prostor in kar malo se sprašuje, kaj umetnost sploh je in kako premakne te meje. In je bil pač plakat, je bil umetniško delo. Zdaj bil je pa na mestu, ki je namenjeno za oglaševanje. In tukaj je pač prišlo do nekih konfliktov, a je to lahko tam, a zdaj naslovnik, ne, ki je pač javnost, ne, ki ni ta, ki je v gledališču in ve, v katerem kontekstu to gleda, a je lahko zaradi tega prestrašen, a je lahko zaradi tega užaljen. In je potem tudi je šel plakat na častno oglaševalsko na razsodišče, kamor nas recimo niso povabili na obravnavo, ne, to se mi je zdelo zelo zanimivo, ne. In piše, da pač da plakat zavaja in da bi lahko povzročal pač stres in anksioznost in strah, zato ker ni jasno, da gre za oglas za festival performansa, ne. V bistvu je bil pa plakat že umetniško delo in tukaj je prišlo do neke sive cone, kako to razumeti. Zdaj, hkrati s tem plakatom sem jaz naredila Instagram akcijo, ker sem si želela, da bi ljudje pod ta hate better dali svoje hashtage, da bi to, kar so videli, začeli označevati po svoje. In zdaj na Instagramu se seveda to ni zgodilo, zato ker je algoritem takoj, ker je bila pač ta gola rit, to vse je pač uničil. Se je pa zgodilo v fizičnem svetu, kjer so začeli pisati po plakatih. No, potem se je zgodila pa še ena zelo zanimiva stvar. Mi smo bili zelo veseli, dosegli smo nek efekt, zanimali nas je, kako se bo vse to dogajali, na kar je pa seveda tam kot izvajalec, ne, vse te plakate z novimi zamenjal, ker plakati morajo biti taki, kot so. Tako da je v bistvu stala samo dokumentacija teh ne uničenih, ampak v bistvu apropriiranih plakatov, kar je bilo v bistvu meni zelo všeč. Kaj so pa pisali? Planet opic je bil napisan, pol Spizdi kurba je bilo seveda napisan, pa v tem stilu. Zanimivo je to, ko ste rekli, da v bistvu mediji skočijo, ali pa mnogi, da skočimo na prvo žogo, ne samo mediji, tudi ljudje. Ne? Isto se je zgodilo takrat pred Ministrstvom za kulturo, ne? Ko se je Bezjak slekel kot del tega pač akcije umetniško-politične, recimo, ne? Ampak se je pisali samo o tem, da sta se vidva slekla. Ne o razlogu, ne o... Ja. In koliko zaslužva in da moram imeti jaz malo na plastično operacijo. Mislim, res take neumnosti. Ne, sem razmišljala o tej goloti, ne, zato ker takrat je bilo tako, da je bila akcija, da oddajamo svoje stvari, to se pravi svoje umetniki oddajajo pred Ministrstvo za kulturo kot na neko svetišče pripomočke, s katerimi ustvarjajo. Tako, čopiče in Bezjak je pač odvrgel obleko, ker je igralec. Ne? Tako, pač dajo dol svoj kostum in ga gor zalepo. Ne? In seveda so tako izkočili 3 policaji zraven, ga začeli popisovati in so rekla, ok, pa se bom pa še jaz slekla. Ne? In sem se rekla, dogat, mislim, res...
ne vem, Slovenci nikoli ne grejo goli pred ogledalo, ali kaj, jaz res ne razumem tega. In potem to, da se na morju vsako leto... Recimo, pa da so nekateri celo FKK, shit. No, tudi rekli ste, dnevno vidimo razgaljene manekenke v spodnjem perilu. To nikogar ne zmoti. Ja, ker v bistvu ne gre, danes sem razmišljala o tem prav, ne gre za golo telo, ampak gre za gesto gre. V bistvu za neko gesto osvoboditve, da si nekdo upa, da ga ni sram, da v bistvu gre za gesto in ta gesta je ta, ki je nekako nesprejemljiva. Ker recimo, takrat se je zgodil, ker sem se pač slekla do teh gad, ker je totalno brez veze, da so policaji pa potem stran skočili od mene. Ker ste ženska? Ja, in mene niso hoteli popisati. Jaz sem se takrat drla, ko mene pa note popisali. Si bila užaljena? Ja, sem bila užaljena. Zakaj mene niso popisali? Tako da to je kar hecano. Gesta osvoboditve, skratka, znotraj nekega koda, kjer se pač ljudje ne slečemo, razen če smo mišljeni za na Instagram in lepo Ja. Okay. Mislim, poglejte geste osvoboditve zdaj v Iranu, ne? Pa gre recimo samo za hijab, ne? Gre samo za neko pokrivanje, ne? To se pravi. In to je res, kar ste prej rekli, ne? Da v bistvu ta konzervativna politika, pa v bistvu politika zatiranja se vedno začne na ženskem telesu. Kaj zdaj ženske smemo, kako se čemo oblačati, potem, ne vem, problem, da kako so punce lahko oblečene v osnovni šoli, ja, da ne bodo zavajale mladih fantov. To je bilo grozljivo. To je grozljivo in to pač pride od ženske, ne, ki namesto, da bi šli v diskurs, kaj to pomeni, raje te neke šortkate jemljemo. Ne? Ampak to je v svetu, kjer v bistvu ne zmoti izjava učiteljice oziroma ravnateljice, ki je o mladih puncah govorila na ta način, zmoti pa plakat vaše nage riti, ki je umetniška akcija, ker je na plakatu, ki je namenjen oglaševanju. To je zdaj že ta znamenita isto akcija pred ministrstvom s temi mizami in s krvjo. Mislim, vse gre samo za stvar enega razumevanja. V bistvu. Metafore in ampak lahko se pa zgodi pač točno to, da v bistvu je reakcija pa je brutalna na nekaj takega, kar je v bistvu infantilno v končni fazi, lahko rečemo naivna gesta, ne? Mislim, nekoga, ki pač hoče nekaj povedati, hkrati pa v bistvu pristajamo na vse možne v bistvu in diskreditacije in poniževanja in postavljanja, mislim, oziroma pozicije nekih moči, ki se jih gremo. Tu pa ni debate, tu pa ni stvar vprašanja ali pa ni sporno, da ena ravnateljica in to Valdorfske šole izjavi nekaj takega v bistvu. Ne. Vi ste bili dramaturginja v predstavi, kjer vi igrate, oziroma predstavah Heroj. Heroj 3.0 predstava govori o prijateljstvu, bratski ljubezni, predanosti, obvezi, zavezi. Kako daleč si pripravljen iti v tem odnosu, koliko si se pripravljen podrediti, se predati, biti voden, ali pa tisti, ki vleče, ste gospod Vajs povedali za STA. Kdaj smo torej v odnosih heroji, kdaj se pustimo izkoriščati drugemu, oziroma kaj je herojsko v medosebnih odnosih? Kdaj smo heroji? Vsak dan. Vsakodnevna borba je to, absolutno. Tak, mislim, da če nam uspe vsak dan priti skozi, si lahko vsak večer čestitamo. Ne, jaz mislim, da bom rekel tak, mislim, čist v nekih medosebnih odnosih, kakorkoli, pač kar je herojsko, jaz mislim, da vedno je herojsko to, da ti v bistvu sebe znaš potegniti nazaj. No? Mislim to, da v bistvu, kako bom rekel, oziroma sebe iz prvega plana potegniti. In tle najti eno pot z osebo, s katero si deliš ali življenje, ali so to ali otroci, ali so delavci, kakorkoli. Mislim, tu se mi zdi, da je ta neka prava herojskost v odnosih. No? Se mi zdi, da točno to, da v bistvu, da znaš dati prostor. No? To se mi zdi, da je ful pomembno. Gospod Stegner. Jaz mislim, da ne bi mogla boljš povedati. Mislim, da. Je herojskost tudi v iskrenosti? Absolutno. Ja. Ker je težko, v bistvu, iskrenost. No? Mislim, težko je biti zares iskren. Že do samega sebe. No? Mislim, že tle smo mojstri tega, kako se obračati, pa se znova, v bistvu, bom rekel, na finto metati. No? Mislim. Kakšen je pomen umetnosti pa kulture? Zdaj, to je zelo široko vprašanje, ampak verjetno ga znate odgovoriti tudi
na kratko. Pomen umetnosti in kulture za vas osebno in za družbo? Jaz mislim, da je pač umetnost emocionalna filozofija in da na ta način približa neke teme, lahko širši, da te teme postane dostopnejše in da v bistvu, če imaš dobro kulturo, dobro umetnost, dejansko je moj občutek, da lahko dvigneš neko temperaturo celotnemu narodu, čeprav jaz sovražim to besedo, celotnim prebivalcem recimo določene regije. Dajmo reči tako govoriti, pač v nekih, to se pravi, kam lahko odzven te kulture grene. Tako da jaz mislim, da brez tega nas ni, no. Zelo preprosto. Če to vse ukinemo, mislim, da zginemo, tako puf, pa nas ni. Kaj pa odnos družbe pa države recimo do umetnikov? Nekaj smo že omenili. Pogosto se je govorilo, se načrtno v bistvu o umetnikih govori kot o nekih zajedalcih, da ne delajo. A ne? To verjetno je v funkciji nečesa. Tisti, ki na ta način umetnike vidijo. Mislim, to absolutno je v funkciji tega, da v bistvu kako bomo rekli, ukalupiti neko umetnost, kot si jo pač mogoče nekdo predstavlja, ki ne prenese, bomo rekli, svobode, ki si jo lahko nekdo z umetnostjo vzame. Ne? Da zdaj pač kakšna mora biti ta umetnost, ali je to samo neka lepa, institucionalizirana, dekorativna umetnost, nekaj, kar je malo za zraven, ne? Da se malo sam zabavamo, ali je to nekaj, kar nam nekaj vrže v obraz in nas pač postavi, mislim, ali pa nas sooči z nekimi našimi ali predsodki, ali da dobiš nekaj v razmislek, ali pa da se ti vsaj nekaj katarza zgodi, kakorkoli. Ne? In to, kakor je bilo to v bistvu v preteklih, zdaj pustimo, da se letos to že spremenilo, ampak te 2 leti, to eno obdobje je bilo v bistvu grozljivo v tem smislu enega tega odnosa, oziroma kako sem se tudi jaz oziroma mi kot ustvarjalci, kot umetniki počutili v bistvu. Kakšna spika se na nek način vzpostavlja od ljudi, ki so na najvišji v bistvu oblasti. Ne? In to je namenoma, seveda je to namenoma. To je z razlogom se delalo. O problemu seksizma smo nekaj že rekli. Kaj pa problem seksizma in nadlegovanja v igralskem svetu? Videli in slišali smo te izpovedi. Je bilo po teh izpovedih narejeno dovolj, po vašem mnenju, gospa Stegner? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da te stvari bi se mogle nadaljevati, da bi se moglo zelo resno pristopati k problemu spolnega nadlegovanja ali pa mobinga na delovnem mestu pač, ali pa tudi mogoče izven delovnega mesta. Zaradi tega, ker gre v bistvu gre za nasilje, no, zelo preprosto. Gre za nasilje, ki se ga da ustaviti na večjih nivojih in gotovo se ga da ustaviti s tem najtežjim nivojem, to je z neko osebno izpovedjo in pač lastnim izpostavljanjem, kar mislim, da je za žrtve oziroma za ljudi, ki se jim to dogaja, nekaj zelo, zelo težkega in da se pa tudi v bistvu v skupnosti to zelo dobro ustaviti, samo treba se o tem ozaveščati. In vsa ta, mislim, da v umetnosti obstaja en problem, ne, ker se stvari v bistvu prekrivajo z umetniškim procesom. Ne? Da je to del umetniškega procesa ali pa da je to del normalne hierarhije. Da se skuša tako prikazati. Ja, da se skuša tako prikazati. In v bistvu to nek pesek v oči, zaradi tega, ker se mi zdi, da ko se zgodi tako nasilje, da in žrtev in napadalec natančno veste, zakaj gre. Da tukaj ni sive cone. Obema je zelo jasen in to, da je obema zelo jasen, je tudi del tega draža od napadalca. Ne, da je jasno, kaj se dogaja in da gre za izjemno pozicijo moči. In mislim, da bi bilo treba na to pristopiti iz vseh koncev in v bistvu to iz vseh koncev tudi nasloviti. Ne. Recimo, zdaj smo imeli v Mladinskem gledališču v bistvu izobraževanje iz Društva za nenasilno komunikacijo, ki je bilo izjemno. Recimo, mene so podatki presenetili, čim se zmanjša nasilje v družbi, se zmanjša nasilje v družini, se zmanjša nasilje v šolah. Da se v bistvu celotna klima se lahko obrne, ampak da moramo začeti delati na tem. In da je bistveno, da se govori o teh stvareh, da obstajajo neki vzvodi, da se ne mistificira tega. No. Videla sem, da v torek Ministrstvo za kulturo in mesto žensk organizirata mednarodni strokovni posvet, s katerim se pričenja kampanja o zaveščanju o pomenu preprečevanja spolnega nadlegovanja nasilja v kulturi, ampak to je verjetno, gospod Weiss, nekaj, kar je potrebno vpeti v
celo življenje, v celotno družbo, oziroma mora biti se skozi prisotno, verjetno. Mislim, to se začne že doma. No? Mislim, se mi zdi, da pač že z otroci v bistvu, kako jih vzgajaš. Pač. To je stvar vzgoje. Ali kaj jim rečeš ob takem plakatu, ne? Ko vprašajo, kaj to je? Absolutno. Tudi to, mislim, in to je stvar vzgoje, potem kasneje pa seveda celotne družbe. In to ni samo stvar nekega momenta, zato ker ko nekaj eskalira, takrat moramo na to opozoriti. Pač to je konstantno delo, ker tega ne bo zmanjkalo v bistvu. Ne? Mislim, to se bo skozi dogajalo. Ampak lahko pa dosežemo točko, da to zminimaliziramo, kolikor se to le da. Zato ker pač to je absolutno težava. Sploh pa v bistvu je, mislim, zdaj, bili so te primeri, da so zdaj, kako bomo rekli, igralski ali pa umetniški svet je bil izpostavljen v teh par primerih tega nasilja, izkoriščanja, ampak to se dogaja vse povsod. To je vse povsod prisotno. In mislim, tudi ko se pogovarjaš z ljudmi, ki niso iz naših poklicev in te igre moči, nadlegovanja, mobbingi, mislim, spolnih predatorjev, mislim, to je na vsakem koraku družbe v bistvu prisotno. No. Včeraj je bil en ful dober primer, ko smo imeli smo ta zaključni party, ko smo končali snemanje filma in smo bili pač v enem baru in z mano je bila tudi moja hčerka in greva na stranišče, brez veze, in greva nazaj in meni pač nekdo za šankom, en mladi gospod mi reče, živjo. In jaz mu rečem, adijo. In greva mi dve naprej. In moja hčera čist presenečena, da kaj je on naredil, da kaj je to, da sem rabila z njo en pogovor, da pač je želel komunicirati, da jaz sem mu rekla ne in da problem nastop, ko ni slišan. Zdaj, ni prav, da vso medčloveško interakcijo uničimo, ampak ko nekdo ne reče ne, takrat je pač mora biti konc. In problem se v bistvu tukaj začne. Ne? Tako da ni tako zelo kompliciran, se meni zdi. V bistvu sploh ni. Ne, v bistvu sploh ni kompliciran. Ne. Sam pač je treba, mislim, vsi skupaj se moramo to naučiti, pa seveda potem je odgovornost, da učimo ljudi, ki jih imamo za sabo, kako se ta prostor vzeti in da je to tvoja pravica, absolutna pravica. In da to učimo že otroke, tako kot ste rekli. Ja. Če se vrnemo malo bolj na te mehke teme, kako pomembno orodje je za vas pri vašem delu telo, obraz, glas. Brala sem pri Trigradu, pri nanizanki, ste vi rekli, mislim, da ste v bistvu na intuitiven način pristopali k vlogi, da sta dva načina, kako se lahko pristopa in da ste tukaj recimo šli na to intuicijo, igranje sproti, če si malo jaz polaično to razložim. Ja, ne, to je pač, specifična je pač situacija nadaljevanke ali pa filma, kjer ti nimaš pač možnosti nekega, mislim, zdaj to je zdaj tako čez prst povedan, ampak bom vsem povedala. Ja. Ne, nimaš pač možnosti, recimo v teatru pač nekaj vadiš, ne, in recimo, da na koncu vadiš neko vlogo in potem na koncu greš vsak dan 10 dni, recimo, če imaš srečo, 7 dni, imaš čas jeti skozi to vlogo in lahko v bistvu narediš nek konstrukt. Zdaj je tudi odvisno od tega, kako kot igralec pristopaš. Različni igralci imamo različne pristope. Zdaj film, ki pa stvari, ki pa ne moreš vaditi, ne, mislim, v bistvu ni veliko vaj, ali pa tudi ni namen, da je veliko vaj, moraš pa v bistvu se zelo hitro odzivati na stvari, zato sem govorila, da je pač to intuitivno, zaradi tega, ker si postavljen neko vodo in potem pač plavaš, ne. In je zelo težko, da dosežeš nivo tega konstrukta, no, čeprav to je res malo butastno, moram reči to. Mislim. Kako pomembno je za vas, če se vrnem na prvo vprašanje, telo, obraz, kako pomemben del vašega poklica je to? Zdaj, Primož Bezjak, pa vi ste takrat odvrgli obleke, ne? Ampak telo je tisto, v bistvu, kar vam ostane, ne? Mislim, ja, pač to je osnovno orodje v bistvu. Igralčevo osnovno orodje je telo, ki ga ima, pač s tem to je prva stvar, ki ljudje vidijo, ko pridemo na oder, ne. Torej, in zdaj pa tu se mi zdi pa, da je treba, zdaj, jaz mislim, vsaj kakor jaz pristopam stvari, pač se mi zdi, da vedno grem skozi, probam čim bolj iti skozi en, bom rekel, fizični doživljaj tega, kaj bi naj vsaka predstava pač terjala od mene, no.
Tu pa je pol odvisno, v kakšni funkciji hočeš, kaj v bistvu, ker včasih, mislim, zdaj ločevati, obraz, telo, vse to, jaz mislim, da to je vse povezano, no? In glas in vse to, in ko je enkrat to v eni dobri, bom rekel, v enem dobrem sožitju, potem se mi zdi, da to potem tudi zelo naravno lahko ali spade, ali zgleda lahkotno, ali kakorkoli, ampak se mi zdi pa, da pač treba biti, to bom tudi jaz rekel, da iz svoje pozicije, kako gledam stvari, da treba biti pa pri tem tudi neizprosen, no? Do sebe, absolutno. Ja. Mislim, zdaj pač včasih mogoče bom rekel, da so celo trenutki, da grem še celo kdaj malo predaleč v tem smislu, koliko sem neizprosen do sebe ali pa v čisto fizičnem smislu. Ampak po drugi strani pa ne vem, tako delam in ne znam drugačno, zares. Mislim, oziroma, ne da ne znam, malo tudi nočem drugačno. Se mi zdi, da vedno znova potem hočem tudi svoje telo vsakič znova, v vsaki poziciji, kjer sem, oziroma vsaki predstavi, doterati pač do neke točke, da vidim, dokot sem to lahko sploh pripeljal in kako mi lahko služi potem. Pač moje telo, pa tudi če je to predstava, kjer samo sedimo in govorimo, ampak še vedno je to eno zavedanje, ki je isto kot pa recimo predstava Krize, kamor bomo verjetno kmalu prišli, ne? Kjer je telo zares osnova in ga izčrpavamo do skrajnosti. No? No in smo pri predstavi Krize. To je še ena predstava Žige Divjaka, oba igrata v tej predstavi. Divjak meni, da v kapitalizmu predmetimo tako človeka kot naravo. Ta postopoma propada, ker zaradi reševanja manjših kriz ne pridemo do večjih, ki ogrožajo obstoj človeštva. To bo v prihodnosti obstalo, če se odrečemo individualizmu. Kako se odreči individualizmu in na kak način ta predstava izčrpava? Ja, individualizmu se po mojem lahko odrečemo samo s povezovanjem in z ustvarjanjem skupnosti, ali so to začasne ali pa bolj dolgosejoče skupnosti, in to je edino, kar nas bo v bistvu nekako, kar nas bo rešil. Ne? To se pravi, da se povezujemo in da smo skupaj. Tako se borimo proti individualizmu. To pa pač pomeni neko, to, kar si prej rekel, neko prilagajanje, neko premikanje meja, nek nov razmislek, do kam lahko gremo, do kam ne moramo iti. In postavljanje sebe v drugi plan, tako kot ste rekli pri herojih. Ja, mislim, predvsem se mi zdi, da je tle pomembno nek čist empatični moment, no, ki ga moramo vedno znova, se mi zdi, gojiti, pa da se lahko borimo z nekim individualizmom, ki je tudi dobra stvar, absolutno. Mislim, se mi zdi, da mi kot individuumi moramo biti vzpostavljeni za to, da lahko tudi, se mi zdi, kolektivno delujemo. No. To se mi zdi ključno, ampak v bistvu je to, kar je Katarina rekla, ja, da kako pač konstantno se učimo. Jaz mislim, da to ni stvar tega, da ti kar osvojiš, ampak to, da v bistvu, da ti v družbi deluješ, da ti neko skupnost lahko gojiš ali pa neko kolektivno delo, to je nenehno v bistvu proces, no, se mi zdi. Ker smo vedno znova postavljeni v ene situacije, ki mogoče ti osebno niso najbolj, bomo rekli, blizu ali pa te neki te prizadane ali karkoli, in potem se tle učiš, kako se odzivati. Sploh se mi zdi v svetu gledališča, ki smo vsi blazno občutljivi. Za novinarstvo. Ja, mislim, absolutno, valjda, ne? Ampak vsi smo občutljivi, no? In je tudi prav, se mi zdi, da znamo to afirmirati, hkrati pa v bistvu moramo biti zelo, bomo rekli, previdni pa pametni v tem, kako potem handlati to z okolico, ne? Pa z neko družbo, ki nas obdaja. Okay, jaz se vama najlepša zahvaljujem za ta pogovor. Enako. Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Celoten podcast vas čaka na YouTubu, pri vseh večjih ponudnikih podcastov in seveda v članku na N1. Hvala še enkrat. Hvala.